Ura je tanko 6. Jaz vas nisem nikoli prosil, da ne zamujate, pa vendar ne zamujate. To ni nepomembno, oziroma ni tako preprosto dejstvo, kot bi se morda zdelo. Nikakor ni. To, da ljudje ne zamujajo, ni nekaj samoumevnega. Srednjo šolo smo vsi zamujali, ne? Po mojem. Ja, obstajajo številni dogodki, na katere ljudje zamujajo in se celo, kot pravijo, spodobi, da zamujajo. Ja, ponavadi je kar tako, da bolj, ko je nekdo slaven, pa pomemben, bolj se zdi samo po sebi razumljivo, da ga je treba čakati. Kar bi seveda lahko pomenilo, da jaz ravno nisem nič od tega. Ampak sej, končni fazi, to sploh ne pomembno. Mi se ukvarjamo z predavanjem za uvod v pozitivno psihologijo in se bomo ukvarjali še nekaj časa. Torej, ukvarjamo se s predavanjem za uvod, ne v psihoanalizo, ampak v pozitivno psihologijo. Čeprav bom danes skušal pokazati, da se moramo nujno ukvarjati z predavanji za uvod v psihoanalizo in sicer tako, da bom komentiral en zanimiv prispevek, en zanimiv članek, ki ga je napisal Viktor Frankl leta 1962. In kot veste, je bil Viktor Frankl dunajski psihiater in ne bi bilo čisto narobe, če bi rekli, da je imel določene odnose do psihoanalize oziroma do Sigmunda Freuda, ki ni bil dunajski psihiater, je bil psihoanalitik. In to sploh ni nepomembno. Danes še marsikdo ne ve, da Freud ni bil psihiater. In tudi v številnih publikacijah poziv. Ravno kar sem povedal. Bil je psihoanalitik. Brez njega psihoanalize ne bi bilo, oziroma če bi že kdo želel, kaj je bil po izobrazbi, naprimer čisto formalno, kaj je pisalo na diplomah, bi prišli do še bolj, morda še bolj zanimivega objektivnega dejstva, da je bil nevrolog. In da je bil v času, ko je doktoriral iz nevrologije, eden najbolj znanih nevrologov na svetu. Nikakor ni nepomembno. Če bi Freud živel danes, bi bilo po vsej verjetnosti enako. Torej, najprej bi doktoriral iz nevrologije, iz nevroznanosti in potem bi se rodila psihoanaliza. Morda se zdi to trivialno, pa vendar ni. Nikakor ni. Psihoanaliza se rodi iz nevrologije. Rodi se na poseben način, tako da ustvari razliko, ampak zagotovo je mogoče trditi, da brez nevrologije ni psihoanalize. Kaj med drugim pomeni, da je danes včasih kar pomenljivo, da naprimer, kdo trdi, da se ukvarja s psihoanalizo in obenem pove, da ga nevrologija ne zanima. Mislim, da
ni dobro, če se človek ukvarja s psihoanalizo in se obenem ne ukvarja z nevrologijo, kar je dokazal sam oče psihoanalize, ki ni bil psihiater, da je bil Sigmund Freud. In morda je včasih še bolj zanimivo, da se, na primer, ljudje, ki trdijo, da se ukvarjajo z filozofijo, ne ukvarjajo z nevrologijo, češ, da jih delovanje možganov ne zanima. Kot da bi lahko obstajala filozofija brez možganov, ne vem, kako bi lahko obstajala filozofija brez možganov. Torej, kakorkoli se obrnemo, je dobro vsaj kdaj pa kdaj posvetiti nekaj časa sodobnim nevroznanstvenim spoznanjem. Spoznanjem o tem, kako delujejo naši možgani. No in leta 1962 nastane en zanimiv prispevek dunajskega psihiatra, ki, kot rečeno, ni bil popolnoma brezbrižen do psihoanalize, do Sigmunda Freuda, zagotovo pa je želel ustvariti nekaj novega. Nekaj novega in sicer na način, ki bi ga kdo lahko razumel. Ki bi ga kdo lahko razumel na tale način, kot da je psihoanaliza leta 1962 že zastarela ali pa da se z njo ni treba več ukvarjati ali pa vsaj ne več kot toliko. Tako vtis bi lahko kdo dobil leta 1962. In da bo zadeva še bolj zanimiva, je ob prebiranju tega prispevka Viktorja Frankla zelo dobro posvetiti nekaj časa študiju še vsaj dveh drugih besedil, ki sta takrat še v nastajanju, če lahko tako rečem. Išli bosta precej let pozneje, ampak zdaj za nazaj nam je toliko lažje, nam je bolj udobno in vemo, kateri dve besedili to sta. To sta 6. in 7. Lacanov seminar. 6. in 7., ki nastajata leta 1959, 58, 59 oziroma 60. V šolskem letu 58, 59 in 59, 60. 6. in 7. Lacanov seminar. Ta besedila, ta 3 besedila nastaja tako rekoč skoraj hkrati. In je, če se na primer ukvarjamo z predavanji za uvod v pozitivno psihologijo, to kar pomembno. Čeprav pozitivna psihologija takrat še ne obstaja in nima kakšne neposredne zveze z nobenim od teh 3 besedil, ki so jih omenili. Niti s Franklovimi, niti z Lacanovimi, še manj s Freudovimi. Ker pa so tole predavanja za uvod v pozitivno psihologijo, bom poskušal pokazati, da natanko tako ni. Se pravi, da ni res, da pozitivna psihologija nima nikakršne zveze pa povezave z logoterapijo, s katero se ukvarja Frankl, ki jo ustvari, tako rekoč, in psihoanalizo, ki jo ustvari Sigmund Freud. Zagotovo pa je res, da sta oba Dunajčana in da je eden psihiater, drugi pa je nevrolog oziroma psihoanalitik. To so zanimive zadeve, povezane z ne tako oddaljeno zgodovino in z razvojem nekaterih idej.
In tukaj se ukvarjamo z nekaterimi od teh idej. Torej, ne obstaja pozitivna psihologija, ne obstaja psihiatrija, ne obstaja logoterapija, ne obstaja psihoanaliza brez nekaterih idej. Preprosto ni mogoče. In ker to ni mogoče, je skoraj logično, oziroma logično je, skoraj nujno, da se ukvarjamo z filozofijo, ki se po definiciji ukvarja z idejami. Sam ne vidim nobenega resnega razloga, zakaj se človek ne bi z vsemi temi idejami ukvarjal. Resnično ne vidim razloga, zakaj se ne bi ukvarjal s pozitivno psihologijo, zakaj se ne bi ukvarjal z logoterapijo, zakaj se ne bi ukvarjal s psihoanalizo in zakaj se ne bi ukvarjal s filozofijo. Celo nasprotno, trdim, da imamo vse razloge, da to počnemo, če mislimo količkaj resno. Če mislimo resno, ko trdimo, da nas, na primer, zanima karkoli od tega. Da nas zanimajo ideje, da nas zanima recimo pozitivna psihologija, da nas zanima neurologija ali psihoanaliza ali psihiatrija in še bi lahko naštevali. In zadnjič smo se lotili dveh idej, ki nista samo ideji, ker sta tudi vezani zelo empiričnimi stanji ljudi. Ena je trpljenje ljudi, druga je njihovo blagostanje. Gotovo se ukvarjamo z obema idejama, če se ukvarjamo s katerimkoli področjem, ki sem jih naštel. Ukvarjamo se z empiričnim trpljenjem ljudi, mogoče je ta izraz za koga preveč šokanten, ali pa preveč težek, ali pa preveč depresiven, ali kaj podobnega, ampak nič ne bo spremenilo, tudi če uporabimo kakšen eufemizem, kakšen drug izraz za to, kar označuje beseda trpljenje. Trpljenje je beseda, ki zajema številne razsežnosti človeških eksistenc. Pa ne gre za občutenje negotovosti, stiske, tesnobe, vznemirjenosti, žalosti, depresije, bolečine ali pa anksioznosti, tesnobe, stanko, če že rekel, in strahu pred smrtjo. Karkoli od tega je tako ali drugače povezano z idejo trpljenja. In zagotovo je z idejo trpljenja nujno povezan izraz blagostanja. Blagostanja ljudi. In zagotovo je z obema povezano vprašanje, s katerim smo se ukvarjali prejšnjič, namreč ali je mogoče kaj narediti, da bi bilo trpljenja ljudi na tem svetu manj, in ali je mogoče kaj narediti, da bi bilo blagostanja ljudi na tem svetu kaj več. Zagotovo so to relevantna vprašanja. Vprašanja, ki jih ne moremo, in tudi če bi hoteli, kar zavrniti, če so nepomembna, nerelevantna in da nas kratko malo ne zanimajo. Tudi če bi to hoteli, tega ne moremo narediti. To so objektivne vprašanja. Kar seveda pomeni, da je v našem najboljšem interesu, da jih vzamemo zares. In prej, ko to storimo, bolje nam bo. Okay? Do sem smo prišli. In nadaljevanje je povezano še z eno idejo, izjemno idejo, res izvrstno idejo, ki me navdušuje že dolgo časa. O tej ideji je nekdo napisal zanimivo knjižico. Morda je kar pomembno, da so razmerno malo ljudi, ki so o tem, kar bom zdaj povedal, kaj napisali, spregovorili. Ta knjižica je ena redkih, ki se nanaša ali pa ki zajema to, torej razmišlja o tej ideji, o kateri bom zdaj spregovoril. Avtor, ki je napisal, je francoski filozof Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy je izvrsten filozof, med drugim je izvrsten tudi zaradi tega, ker je iz branja njegovih del povsem razvidno, da nima nobenih težav, ko poskuša razmišljati o stvareh, ki jih imamo ljudje med seboj. Poskuša razmišljati tako, da nima težav z vprašanjem, s čim se ukvarja. Ukvarja se namreč z vsem, kar je potrebno. Eden redkih filozofov, ki se ukvarja z vsem, kar je potrebno, da bi dober, produktiven način razumel to, kar imamo ljudje med seboj. To, kar imamo ljudje med seboj, je
izjemno kompleksni. Mi smo kompleksna bitja in zadeve, ki jih imamo med seboj, stvari, ki jih imamo med seboj, so ravno take ali pa so super kompleksne. Kar pomeni, da jih ni prav zelo enostavno razumeti. Človek potrebuje veliko časa. Ko rečem veliko časa, pomeni 10 let ali pa več. Morda to terja desetletja, da jih zares razume, da jih dojame v njihovi kompleksnosti. Nisem rekel, da jih pojasni, to je nekaj drugega. Rekel sem, da jih dojame. Vsaj razlika med obema izrazoma. Nekaj dojeti, nekaj razumeti in pojasniti. Izraz pojasniti je zelo šolski. V šolah se trudijo, ampak pojasniti prej slej pomeni tudi skrčiti, zmanjšati kompleksnost nečesa. Pomeni zadovoljiti se s tistim znanjem, ki se nam zdi dovolj dobro. Dojeti pa nekaj drugega. In kot rečeno, za to potrebujemo veliko časa. Jean-Luc Nancy torej napiše drobno knjižico, v katerem spregovori o enem načinu govorjenja, enem načinu razmišljanja, ki, kot pravim, je v samem jedru, v temelju tega, s čimer se tukaj ukvarjamo. Govorimo o predavanjih za uvod v pozitivno psihologijo, govorimo o blagostanju ljudi, govorimo o njihovem trpljenju. In govorimo o težnji, neki težnji. Zakaj ne bi rekli, da govorimo o želji? Freud bi gotovo govoril o želji, tudi je. Govorimo o želji človeških bitij. O želji pomeni, da govorimo o nečem, kar ni zelo transparentno, ni zelo razvidno, namreč ni nujno, da ljudje natančno vemo, kaj drugi ljudje želijo, ni nujno, da celo sami vemo zase, kaj želimo. Nikakor ni nujno. Ne zadošča, da odpremo oči in vidimo. Kaj ljudje želijo, ni nekaj, kar bi videli. Kaj sami želimo, ni nekaj, kar bi videli, je pa nekaj, o čemer lahko razmišljamo. Včasih ljudje rečejo, da se zanašajo na svoje oči, ali pa včasih, pogosto. Ljudje pogosto rečejo, da se zanašajo na svoje oči. In se pogosto tudi prepirajo med seboj, češ da že vedo, kaj je res, ker so odprli oči in nekaj videli in ker so se prepričali na svoje oči, je zagotovo res to, kar trdijo. Zelo redko kdaj pa slišite, zelo redko kdaj. In ko rečem zelo redko kdaj, mislim, res zelo redko kdaj. Jaz pravzaprav se ne spomnim, kdaj sem nazadnje to slišal. Ampak gotovo se je to že zgodilo. Namreč, da se kdo zanaša ne na svoje oči, ampak na svoje razmišljanje. Da reče, te stvari sem razmislil. Ne, sem jih videl, ali pa sem se pripričal na svoje oči. In ker sem jih razmislil, zanašam se na svoje razmišljanje, lahko rečem, to je ono. Zanašati se na svoje razmišljanje je lahko mnogo bolj prepričljivo, kot zanašati se na svoje oči. Kaj ti? Obstajajo številne zadeve, ki jih preprosto ne moremo videti, pa če imamo še tako sokolje oči. Ker nam ne pomaga, da bi videli nekaj, za kar potrebujemo nekaj drugega, neko drugo urodje potrebujemo. Gledati ni isto kot razmišljati, niti približno ni isto. V določenih zadevah lahko samo razmišljamo, ker kratko malo niso vidne, ne moramo jih videti. In hvala Bogu imamo na voljo zelo preprosto spoznanje, sorazmerno drobno spoznanje, ki pa ima dosežene posledice namreč, da je svet okoli nas očitno urejen skladno z nekaterimi logičnimi principi. Torej, da se lahko zanašamo na logiko. Na logiko se gotovo lahko zanašamo. Lahko se zanašajo matematiki in tudi se, prav gotovo, da se. Lahko se zanašamo tudi kot psihoanalitiki ali filozofi, lahko se zanaša na njo zdravi razum. Obstaja logika, obstaja logike, če hočete, in obstaja inteligenca. Živa bitja
so po naravi inteligentna, tudi bakterije so inteligentne, enoceličarji so inteligentni. Kompleksna bitja, kamor sodimo mi, so zmožni za super inteligentno vedenje. Obstaja super inteligenca. Ima nobene zveze z inteligenčnim kvocientom, s katerim se nekateri hvalijo, da ga imajo zelo visokega, češ da so jim ga izmerili. A veste, človeštvo ima trenutno zelo resne težave z inteligenco bakterij. Zelo resne težave. Vedenje bakterij ni super kompleksno inteligentno. Pa imamo vendarle težave, ker mutirajo hitreje, kot mi izdelujemo antibiotike in nekateri imajo zelo resne težave z vedenjem navadnih bakterij. Njihovo vedenje in delovanje je inteligentno, ker so super prilagojene na okolje, v katerem pač bakterije ponovno živijo. In inteligentno, govorimo o bakterijah, inteligentno delovanje živih bitij, ki je po naravi. Žive bitje so po naravi inteligentna. Pomeni vsaj dvoje. Eno je, hitreje, ko zaznaš problem v svojem okolju, ki ga, na primer, imaš, bolje zate. Kaj ti hitreje, ko ga zaznaš, hitreje ga lahko rešiš. Če ne, je lahko že zate prepozno. To je zelo preprosti dispozitiv inteligentnega vedenja. In varianta istega je, če vedno smo pri bakterijah, varianta istega je, da je tale bolj ustrezno, ko zaznaš problem, ki ga imaš, večja je verjetnost, da bo tvoja rešitev tega problema ustrezna. Je obratno. Manj, ko je tvoja razlaga problema, ki ga imaš, ki ga objektivno imaš, inteligentna, večja je verjetnost, da bo tudi rešitev tega problema neinteligentna. In zopet zna biti prepozno. Zato. Inteligenca je inherentna življenju kot takem. Ni bilo treba čakati 4 milijarde let do človeških bitij, da bi iznašli koncept inteligence. Bakterije so ga iznašle pred milijardami. Ker je inherentna, inteligenca je inherentna. In za ljudi je včasih celo velika cokla to, kar imenujemo sicer ideološke prakse. Ideološke prakse so v tej luči, recimo inteligentnega delovanja, v resnici načini, kako objektivne probleme, realne probleme sveta zapakirati tako, da se bo samo zdelo, da je to inteligentno. V resnici pa je izkrivljeno. V resnici je popačeno. In pred časom se lotil ene izjemno zanimive knjige, obsežne knjige, mislim, da ima kakšne 1200 strani, tak je podobnega. To je zanimiva knjiga, izjemna. Napisal je nek matematik. To je Roger Penrose. Roger Penrose je gospod, tam nekje v 80 letih, napisal je fenomenalno knjigo, izvrstno knjigo, ki poskuša misliti, in to tudi naredi, misli, zelo dober način, misli nekatere temeljne matematične principe sveta, v katerem živimo. Vesolja, v katerem živimo. Matematične in fizikalne. Roger Penrose je matematik, ki se ukvarja tudi s fiziko, ne vem, kako se temu reče, sem važno, matematični fizik, fizikalni matematik, meni se vem, kako se temu reče. Ukvarja se temu. Fenomenalno, 1200 knjiga. In zakaj omenjam to knjigo? Zato, ker bi bil ta svet, v katerem živimo, že jutri bistveno boljši, če bi se ljudje manj zanašali na oči in se bolj zanašali na logiko, na razmišljanje. Že jutri bi bil bistveno drugačen. Zakaj? Zato, ker bi imeli ideološke prakse zelo velike težave, kajti ljudje bi veliko manj nasedali na nje. Veliko manj bi nasedali na ideološke
definicije realnih problemov, ki so take, da v resnici pačijo realne probleme in jih zapakirajo na različne načine. Naprimer, eden od ideoloških načinov razlaganja realnih problemov sveta, v katerem živimo, je naturaliziranje problemov. Je naturaliziranje problemov, kar pomeni, da se ljudem zapakirajo oziroma ponudijo kot del narave. Kot del narave, kot recimo del človeške narave. In zato ljudje, ki sprejmejo take pakete, interpretacije, razlag sveta, definiciji realnih problemov sveta, veliko krat se sklicuje na naravo. Ne reče, da je nekaj naravno, da je del človeške narave, kar pomeni približno to, da so ti problemi bodi si nerešljivi, so pač del narave. Naša naravi je, da smo recimo sebična bitja in dokaj časa bomo pač živeli, tako tudi bo. Naturaliziranje problemov zelo hitro pripelje do navideznega spoznanja, da so problemi nerešljivi, da so večni, da so vedno taki, kakršni pa se nam zdaj ponujajo. Drug tipičen problem, pa način pačenja objektivnih, realnih problemov sveta je, da jih spreminjajo v psihološke probleme, v probleme posameznika. Problemi posameznika so, recimo v trenutku, v katerem mi živimo, zelo modni. Zelo veliko je takih načinov razumevanja realnih problemov sveta zdaj v tem trenutku. Kot da so to problemi posameznikov in za te probleme posameznikov je predvidena tudi rešitev. Posamezniki jih lahko tudi rešijo, naprimer s kakšnimi terapijami. Realni problemi sveta se prevedajo v probleme posameznika in posameznikom se tudi ponudi rešitev teh problemov. Ponavadi so to kakšne oblike terapevtskega dela na sebi. Ljudje se veliko ukvarjajo s tem. Ukvarjajo se z seboj, kot se reče. Obstajajo še drugi načini, kako se pačijo objektivni problemi realnih, s katerimi živimo, ampak nas zdaj tukaj ne bodo toliko zanimali. Tale uvod je narejen zato, ker bi rad povezal eno idejo, ki jo zapiše v svojem prispevku iz leta 1962 Viktor Frankl, ki je, kot rečeno, psihiater. In neko drugo idejo, ti dve ideji bi rad zvezal, neko drugo idejo, ki jo zapiše že omenjeni francoski filozof Jean-Luc Nancy v knjižnici, o kateri govorim, in to je ideja, da smo ljudje zmožni za nek način govorjenja, da smo zmožni za nek način govorjenja, ki je ravno nasproten od tega, ki se ga nam ponuja vsak dan v obliki ideoloških praks. In ta način govorjenja imenuje Jean-Luc Nancy odprt, pošten, odkrit, odkritosrčen način govorjenja. Obstaja odkritosrčen način govorjenja, za katerega smo zmožni človeška bitja. In težko bi kdo dvomil o tem, da smo ljudje zmožni za odkrit, pošten način govorjenja. In zdaj že lahko rečemo, da obstajata vsaj dva načina govorjenja. Eden je tak, da on je prvi, ideološki način govorjenja, ki je zelo prevladujoč. V naših življenjih v resnici prevladujejo taki načini govorjenja, ki objektivne, realne probleme sveta prevedajo v ali torej naturalizirane, naivne, kulturološke, psihološke, psihoterapevtske ali pa kaj drugega probleme, ki se jim potem pritaknejo tudi tehnike, metode, formati za reševanje. In to sestavlja pomemben del vsakdanjega življenja številnih ljudi. Da torej realne probleme sveta razumejo na način, ki je lažji, ki je bolj preprost, ki je bolj enostaven, za katerega ni treba veliko misliti, za katerega ni potreben velik kognitivni napor. Zlasti zato ne, ker se k takim načinom razumevanja problemov pritaknejo tudi potrošniške dobrine v obliki rešitev problemov.
imate probleme sami s seboj, nič hudega, tako pač gre propaganda, oziroma reklama, mi vam ponujamo že tudi rešitve, ali pa vsaj zelo kratke poti k rešitvam. In pogosto zadošča, da ljudje kupijo. Najprej se sprejmejo definicijo problema, potem pa kupijo rešitve, ki so vedno krajše. Jaz se spomnim, ko smo študirali, naprimer, psihoanalizo. Niso zaznanjali s tem, da psihoanalitični proces traja. Da traja. Traja leto, traja 2, ko traja več. In zlasti Američani s tem niso bili nikoli zadovoljni. Njim se je zdelo to vedno čist preveč. Zato, ker je čas denar. Zato, če se kdo s tem ukvarjal, so se tam recimo do 80 let, mogoče tudi že prej, gotovo pa vsaj do 80 let naprej prejšnjega stoletja, terapije so se vedno bolj krajšale. Vedno krajše so bile. Kar je zanimiv pojav. Kako lahko terapijo kar skrajati? A veste, ravno tako, da imate nahod in potem rečete, pa to je čisto predolgo, da ga imamo en teden. Kaj če ga skrajšam na 5 ur? To je čisto isto. Potem pač iznajdete neko formulo in na nek način ljudi prepričate, da nahod lahko traja tudi samo 5 ur, če vzamete molekule žbijo. Zdaj, mogoče, morda, jaz ne vem, morda, bi se v primeru nahoda to celo lahko zgodilo, jaz ne vem, če se je. Vem pa nekaj druge. Da bi lahko kompleksna bitja, ljudje smo kompleksna bitja, ki vstopamo med sebojne odnose in v tem polju naših medsebojnih odnosov nastajajo lahko izjemno kompleksni problemi, zelo zapleteni problemi, ki se lahko razvijajo leta in leta in leta in leta. Da bi to lahko skrajšali na recimo nekaj tednov, preprosto ni možno, logično ni mogoče. Čeprav živimo v svetu, v katerem se ustvarja iluzija, da je celo to mogoče. In če se kdo zdaj s tem zabavlja, tam ne zunaj obstaja terapevti, ki vas pozdravijo, dok trepneš okom, kot se reče. Delo na sebi. Obstajajo priročniki za delo na sebi. Vse veste, ponovadi imajo tipično obliko, x število korakov, recimo. Kako spoznaš samega sebe v 3 korakih. Ali pa v 5, ali pa v 11, vse, ampak praviloma jih je zelo malo. Cela gora priročnikov, ki se zelo dobro predajajo in ljudje si obetajo, da je vse to, kar piše noter, res. Pa preprosto ni. To je ideologija. Zato so praviloma začarani. Praviloma so razočarani in recimo, ko ljudje pridejo k kakšnemu analitiku, resnemu analitiku, povedo tole. Poskusil sem že vse mogoče. Od enega terapeuta do drugega psihiatrije, šamane, vrače, mene krčte. Veste, ljudje so desetletja dolgo na antidepresivi. Ne desetletja. Ampak to je to pa zanimivo. Ko opazujete, analizirate tendence sodobnega kapitalističnega sveta, da bi bile stvari čim hitreje rešljive, hkrati, če ste bili, nažalost, če ste bili kdaj pri kakšnem psihiatru, v psihiatru te prvo minuto reče, tele tablete boste morali imati vse življenje. Ne reče 3 tedne. Ne obstaja psihiatr, ki bi rekel 3 tedne, pa bo boljš. Ampak pa reče, antidepresive po definiciji jemlje, dobro, 10 let, raj pa kar vse življenje. To je zanimiva hrbtna plat te tendence, ki sem jo opisal, ki jo vsi poznamo. No in v tem povezovanju dveh idej, filozofske ideje, da je možno, da je človek zmožen za odkrito govorjenje, pošteno govorjenje, kot se reče, brez dlake na jeziku, pa brez ovinkarjenja ali pa brez manipuliranja. Vsak človek ima verjetno spontano občutek, kaj pomeni odkrito, pošteno, iskreno se pogovarjati. Verjamem, da je tako.
Ampak ta način pogovarjanja ni dominanten, ni prevladujoč, ker je prevladujoč oni prvi. Oni prvi je prevladujoč, pomeni, dajmo se pogovarjati tako, da se bo samo zdelo, da se pogovarjamo, v resnici se pa ne bomo pogovarjali. Naj se samo zdi, da se pogovarjamo. Zdaj, včasih je to koristno zapolnjevanje časa. Ne trdim, da ni. Ampak za soočanje z realnimi problemi sveta, ne za ideološkimi, ne s tistimi, ki so zapakirani tako, da so videti bolj enostavni, z realnimi problemi sveta. Realni problemi sveta so kompleksni problemi po definiciji. In v tak način pogovarjanja popolnoma zgrešen. Tak način pogovarjanja se realnih problemov sveta niti dotakne. Gre preprosto mimo. In dobre analize, recimo, družbenega govorjenja, političnega govorjenja, pač diskurzov, ki potekajo v našem realnem svetu, v občestvenem svetu, dobre analize so tiste, ki pokažejo, kako gredo pogovori preprosto mimo realnih problemov. Niti dotakne se jih ne. In hkrati je človek včasih prav usupil. Včasih človeka usupne, ko dela take analize in vidi, kako se lahko ljudje leta dolgo pogovarjajo na videz o realnih problemih sveta, ne da bi se jih dotaknili, pa še vedno mislijo, da se ukvarjajo z realnimi problemi sveta. To so osupljive zadeve. Ampak nas bolj zanima ta način govorjenja, vsaj mene zanima. Realno tudi tudi. Če s njemi to zanimalo, ne vem, zakaj je lepo tukaj. To je odkrit način pogovarjanja, pošten način pogovarjanja, govorjenja, tudi govorjenja. Zame je ta filozofova ideja zelo pomembna. Moja dolžnost tukaj pred vami je, da se lotevam tega na zelo resen način, namreč odkritega, poštenega govorjenja. Ker če moje govorjenje tukaj ni odkrito in pošteno, potem je v vašem najboljšem interesu, da me pospremite ven. Ne rečete, da rabimo od neodkritega, nepoštenega govorjenja, tega imamo že tukaj gor dost. Sicer, za daljne življenje. Ker ga imate, zagotovo ga imate, ker je prevladujoč. Tak način govorjenja. In ta filozofova ideja nas, kot rečeno, pripelje do enega zelo zanimivega problema, ki se ga loti Viktor Frankl, oče logoterapije, psiholog, psihiater, ki je preživel v taborišče smrti, ki je napisal o tem tudi knjigo, ki se ga loti leta 1962. Skoraj za koga, ki bi bral ta članek, bi bilo lahko malo šokantno to, kar zapiše. Namreč leta 1962 Viktor Frankl opozori širšo psihiatrično srednjo, pa tudi sicer druge ljudi, ki niso psihiatri, opozori jih na nek problem, na nek realen problem. In Viktor Frankl govori o realnem problemu sveta, ne govori o namišljenju, ideoloških problemov. On se s tem ne ukvarja. On je psihiater. Kateri je ta realni problem sveta leta 1962? Viktor Frankl začne na sorazmerno preprost način, ki pa je strogo vzeto freudovski. Mi to vemo. Čeprav se poskuša distancirati, kot sem že rekel, od Freuda in psihoanalize, češ da je prekratka za razumevanje tega, o čemer govori. V tem prispevku, naprimer, pa tudi v drugih. Viktor Frankl se torej približa tako, da reče, ok, vsi mi, ki se ukvarjamo s pacienti, recimo psihiatri, vemo, da pogosto pridejo v naše ordinacije ljudje, ki imajo take ali drugačne probleme, recimo duševne probleme, ki jih je po sili razmer sicer, ker bi Freud sicer ostro ogovarjal takrat, če bi bil še živ, ki torej po sili razmer mogoče
skrčiti na probleme posameznika. To je sicer zelo sumljivo početje, ampak psihiatri to delajo na veliko. Da je problem, duševni problem, na primer, mogoče skrčiti na problem posameznika. Zato obstajajo nomenklature, obstajajo klasifikacije simptomov, med njimi so tudi take, da je mogoče reči, da psihoza, psihotična izkušnja, endogena psihoza, depresija, kaj takega, izvira kar iz posameznika, kar iz njega vam pride. To so zanimive vratolomnosti. Kaj ti v takem primeru bi ta človek lahko živel tudi sam na Luni, pa bi glitko imel problem. Kar je pravzaprav neumnost. Ne more imeti posameznik problema, ki bi bil absolutno ločen od njegovega življenja v občestvu, v katerem pač preprosto mora živeti, ker drugače ne more konstituirati kot človeško biti. No pa vendar, kot rečeno, po sili razmer, bi lahko rekli, ok, obstajajo klinične slike, ki so take, da je kar na mestu zdravljenje, individualno zdravljenje posameznika in ga potem tudi zdravijo. Kako zdravite s recimo z molekulami medsebojne odnose? To nikoli ne bo jasno. Kako date ljudem tablete in njihove medsebojne odnose so ga spremenili ali kaj? Po kaj logiki? Ampak, ne? Ok. In zdaj Viktor Frankl zelo upravičeno reče, ok, ajde, recimo po sili razmer, mogoče bi se celo dala reči, vendar pa, zdaj se približa k nekemu realnemu problemu. Vendar pa, pravi, v zadnjem času, smo v letu 1962, ne vem, če je takrat JFK še živ, ko piše Frankl ta tekst, mislim, da je. Ja, je še živ, ma ne bo pa dolgo. Ja. Pravi, vendar pa v zadnjem času prihaja v naše ordinacije vse več pacientov, pri katerih pa ne moramo narediti te salte. Pravi, narediti silo, klinični podobi, klinični sliki, njegovim simptomom, pa njenim in reči, da so problem tega ali onega posameznika. Nikakor tega ne moramo narediti. Ker gre, to je zdaj izraz, ki ga uporabi Viktor Frankl in je dober, ta izraz je dober, produktiven, iz njega se lahko veliko naučimo. Resnično se lahko veliko naučimo namreč. Pravi, prihajajo pacienti, za katere nikakor, pri najboljši volji ne moremo trditi, da imajo simptome, strogo vzeto, klinične simptome, psihiatrične simptome, kajti zdi se, da so njihove težave, pa težave, s katerimi prihajajo, mnogo širše narave, kot da bi se znašli v nekem, zdaj pa uporabljam njegov izraz, Franklov izraz, eksistencialnem vakuumu, eksistencialnem praznem prostoru. Kot da bi bili njihovi problemi, s katerimi se obračajo na psihiatre, povezani z samimi načini doživljanja lastnih eksistenc. Ali skoraj tehnično rečeno, ker je Viktor Frankl oče logoterapije, kot da so to pacienti, ki se soočajo z vprašanji o smiselnosti lastnih življenj. O smiselnosti. Ampak ne seveda na tak način, s katerim se ljudje vedno znova srečujemo z lastnimi eksistencami. To velja za vsakega človeka. Vsak človek se v svojem življenju sooča, srečuje z vprašanji o smiselnosti lastne eksistence. Se sprašuje, kaj to sploh je? Kaj bi sploh bil smisel moje eksistence? Kaj lahko je smisel moje eksistence? Ali ima moja eksistenca inherenten smisel? A je smisel lasten eksistenci? Ali ni? Ali se meni samo zdi, da ima moja eksistenca kakšen smisel? Kako naj vem, da ga ima? In pravzaprav, kaj ta beseda sploh pomeni? Kaj strogo vzeto smisel mojega življenja je eksistenca? Okay? To so vprašanja, s katerim se ljudje kot bitje, ki se zavedamo lastnih eksistenc, ne razrečujemo. Ne obstaja človek,
ki se s takimi vprašanji ne bi srečeval, ne samo enkrat, vedno znova v svojem življenju. Okay? Kar seveda pomeni, da je logoterapija že v osnovi mnogo več kot zgolj terapija. Tako kot tudi psihoanaliza ni terapija. To se že večkrat povedal tukaj na tem mestu. Psihoanaliza ni terapija, ni psihoterapija. Je nekaj drugega. In podobno bi lahko rekli tudi za logoterapijo. Čeprav hoče biti Frankl nekaj drugega kot Freud, kar se je razumljivo. Hoče si tretji svojo pot, če lahko reče. Pa vendar se srečuje z enakim vprašanjem. Torej, kako je s pacienti, ki jim po nobeni logiki ne moramo predpisati zdravil? Kaj ti, to bi bilo pa že višek, to bi bilo pa res preveč. Nekdo se sprašuje po smislu lastne eksistence, mi jim pa date zdravila. To je pa res čist skrega. Tega pa tudi psihiatri ne morejo narediti. In Viktor Frankl, seveda, čeprav opozarja na ta problem, s tem v resnici ne pove nič novega. Čeprav na leta 1962, v tako rekoč zlatih časih kapitalizma, se nikoli več ne bo tako, kot je bilo leta 1962. V zahodnem svetu, recimo takrat. Nikoli več ne bo tako. To so bili zlati časi kapitalizma. Welfare state. To so bili časi države, blaginje, vsaj na zahodu. Države znotraj. In Dunaj je, seveda, prav gotovo takrat kraj, v samem jedru blaginje. Ampak v tem jedru blaginje Viktor Frankl opozarja, da je vse več pacientov, ki so soočajo zelo kompleksnimi, super kompleksnimi vprašanji, kakšen je smisel eksistence. Eksistence, ki je gotovo za večino ljudi takrat, ne za vse, nikoli ni za vse, za večino ljudi, polna blagostanja. Obstaja prav izraz welfare state, obstaja država blagostanja. Ne govorimo samo o blagostanju posameznika, enega ali dveh, govorimo o državi blagostanja, govorimo o državah blagostanja. In za 62 prav gotovo. In zato je to vprašanje, ali pa to upozorilo, s katerim se ukvarja Viktor Frankl, toliko pomembno. Kajti njegova ideja ima nadaljevanje, ima izjemno dobro, produktivno nadaljevanje. In sicer pove, reče, da je ena od ključnih značilnosti eksistenc pacientov, s katerimi se srečuje, stanje, to ni toliko, značilnost eksistence je, ki je posameznik doživljal kot tesnobo, kot tesnobna pričakovanja. In tudi to je zelo zanimiv poudarek. Leta 62 pravi, JFK ne bo več dolgo živ. Nažalost, vojna v Vietnamu se je že začela. Njegov brat, Robert, bo sicer še nekaj let živel, ampak tudi ne prav dolgo, do leta 68. Martin Luther King pa tudi ne bo, torej bo tak isto leta 68 mrtev. Da bo 60. leta so prav gotovo, vmes je seveda še, pa vmes, proti koncu, pravzaprav maj 68 v Parizu. Torej, prav gotovo so to časi izjemnih družbenih premikov. Gotovo so to časi, ko se številni ljudje, spomnimo seveda tudi na antikolonialne gibanja, zavedajo svojih eksistenc na izjemno dramatične in kompleksne načine in gotovo je tudi to čas, ko ljudje zelo očitno hočejo nekaj narediti s svojimi eksistencami, s svojim življenjem. Zapravi je razmišljanje Viktorja Frankla mnogo več, v bistvu je sociološko razmišljanje, družbeno razmišljanje, historično razmišljanje, civilizacijsko razmišljanje. Mnogo več kot razmišlja samega psihiatra, ki ima sadem na kavču pacijente, ki jim predpisuje zdravila. Mnogo več, neprimerno več kot to. In zdaj,
Kot sem rekel, če poskušamo misliti ti dve ideji skupaj, in to je naš cilj, naša naloga. Ena ideja je filozofska, Jonathan Nancy je imel. To je tako rekoč aksiomatska trditev. Vsak človek je zmožen za odkrito in pošteno govorjenje. Vsak človek. Ne obstaja človek, ki ne bi bil zmožen, tudi če tega ne demonstrira v vsakdanjem življenju, trdimo, da je zmožen za odkrito in pošteno govorjenje. Z torej idejo Viktorja Frankla oziroma z prevladujočimi načini govorjenja, ki so ideološki. Zdaj pa predstavljajte v tej luči, kako bi izgledalo naše vsakdanje življenja, če bi veliko več ljudi vsak dan demonstriralo odkrito in pošteno govorjenje, kjerkoli že. Odkrito in pošteno. Govorimo o neki zelo preprosti zadevi, ki pa je v resnici radikalna. To je tisto, kar mene fascinira. Za revolucijo ni treba iti s puškami pa bajoneti na cesto in se streljati. Trdim, da se lahko začne revolucija z odkritim in poštenim govorjenjem. Zame je to fascinantno. Govorimo o neki naravni zmožnosti človeških bitij, ki je sorazmerno preprosta in razumljiva sleherniku, kaj pomeni odkrito in pošteno govoriti. In verjetno si je težko predstavljati, kaj bi se zgodilo že jutri, če bi veliko več ljudi, ne mislim, da bi morali biti vsi, veliko več ljudi govorilo odkrito in pošteno. Kaj bi pravzaprav to sploh pomenilo? Ali je to sploh možno? Ali je to zgolj utopija? Je to sploh možno? Kakšna revolucionarna ideja je to, da bi ljudje ne pobijali drugega ali pa se ideološko prepričevali ali pa cvrli v vrelem ognju ali pa natikali na ražnje in se mučili, tako kot so ljudje pač počeli v zgodovini. Ne, govorimo o zelo blagi zadevi, odkritem in poštenem govorjenju. Če pomislite, kaj je ta ideja, naprimer v perspektivah velikih levičarskih, socioloških, družbenih idej, ko se sprašujejo avtorji, kaj bi naredili, da bi bilo na tem svetu manj trpljenja in več blagostanja. So cel kup idej, cel kup odgovorov. Moja ideja je tale. Ali si sploh lahko predstavljamo več, ne trdim absolutno več, mogoče malo več, odkritega, kaj bi pomenilo malo več odkritega in poštenega govorjenja, recimo v slovenskem parlamentu? Jaz ne vem, če si sploh upa narediti tak eksperiment, jaz mislim, da ne. Da si nihče ne upa, posledice bi bile, dramatične. Torej, zelo hitro se znajdemo v položaju, v katerem se zdi, da preprosto moramo manipulirati drug z drugim vsak dan. Da smo, na to, da recimo 60 leta je, pomeni tudi razvoj televizije. Recimo, in točno to se opada s tem, v razvoju televizije se pojavijo reklame, v reklamah hitro vemo, da se laže in ta tehnična sredstva, ki so napredovala v televizije do vseh teh stvari, kar imamo zdaj, recimo pripelje do tega, da je čisto, da je popolnoma logično, tako kot vi trdite zdaj, da je treba zrno v resnicah iskati. Med vsem pravilom je treba iskati tisto, da bi zrno prekonciti tisto bistvo, ki naj bi bilo srčeka tega. Ker danes, če poveš po resnici, ti tako si dobil nekaj. Ker to, kot nas zdaj farbe, tako kot govorite, to čist, ampak gre prav, bom rekel, tako kot ste rekel, raste in bom rekel razvoj tehničnih sredstev. Rekel, ali pa entertainment, vse te, ko se že pogovarjali, točno s tem rekel. Tako kot ponavadi, da se z vami strinjam, nažalost. Ne moram temu pogovarjati, pa se tudi zakaj pa bi. Ja, govorimo o zelo preprostih vsakdanjih zadevah, ki so razumljive vsakemu človeku. Zelo preprostih zadevah, ki so stavki, ki jih slišimo vsak dan, za katere vemo, da so številni od njih
da so čisto spremenjeni, da so klišeji, da so puhlice, da so dejansko zgolj stavki, ki jih ljudje izrekajo po neki inerciji, ko se zdi, da jih pač izrekajo, zato ker jih je enostavno treba izrekati. Da ljudje sorazmerno malokrat pomislijo, da kakšni stavko preprosto ne bi bilo treba izreči, da bi lahko tudi tiho. To so skrajno preprosto zareči, to so pravzaprav že truizmi. Pa vendar delujejo in imajo na trenutke osupljive razsežnosti. V, naprimer, obliki zavesti, da mi vemo, da drugi ljudje vedo, da mi vemo, da oni blefirajo. In igra teče naprej. In včasih se zdi, da je celo tako edino prav, kot sem že zdaj na koncu rekel, da je to edino prav in da ljudje rade volje pristajamo na tak način govorjenja. Pravim, zdi se, da je tako. Zato so ideološke prakse za večino ljudi videti naravne. Za večino ljudi je videti, kot da je pač tako od nekdaj. Kot da je v naravi sveta tako, ali po človeški naravi, naravi skupnega življenja tako. Kot da ni alternative. Mi živimo v resnici v zelo totalitarnih časih. Čeprav si tega ne zavedamo v veliki meri. Totalitarizem, naprimer, nekoč, ko smo imeli zdaj 60 leta, totalitarizem v časih, recimo, sovjetskega komunizma v Jugoslaviji, je bilo mogoče misliti tudi skozi čist preprosto represijo, skozi represivne aparate, kot so vojska, policija, skrivne tajne službe in tako dalje. V določenem trenutku, v določenem obdobju so se ljudje zagotovo zelo bali represivnih aparatov. V Gulagu je po nekaterih ocenah pristalo približno 25 milijonov ljudi. Ne vem, če si sploh lahko predstavljam. 25 milijonov ljudi, od tega jih je vsaj tam nekje po oceni zgodovinarjev od 12 do 14 milijonov umrlo. To je gigantski projekt, če lahko rečem. To je pošasten stroj, kako spravite 25 milijonov ljudi v sorazmerno kratkem času, recimo v 20 letih, v Sibirijo. In jih tam organizirate, kopali so jarke, gradili ceste, bili zaposleni v rudnikih in tako dalje. To je pošastna mašinerija, ki zahteva ogromne investicije. Ogromen aparat mora delovati in danes vemo, da je deloval. Se pravi, nemogoče je, in to bi bilo res skrajno predrzno, cinično celo, če bi kdo rekel, da je to običajno delovanje ideoloških aparatov. Ni res. Ideološki aparati, vsaj v določenem obsegu, v določenem trenutku, naprimer, bolj kot sicer, potrebujejo tudi mašinerijo. Stroje. Stroje v obliki pravih tajnih služb, čisto pravih policistov, vojakov, ki prikorakajo na vaš dom, da se odpeljajo in tako dalje in tako dalje. To niso preproste zadeve. Danes se nam ne zdi, pa tudi dejansko ni videti, da delujejo recimo, tako pošastne mašinerije. Govorim, se ne zdi. Če ste živeli leta 38 v Sovjetski zvezi, se vam ni nič zdelo. To je zelo otipljivo, zelo empirično. Danes govorim, da se, zakaj? Zato, ker so umaknjeni, težje je to prepoznati. Čist nekaj drugega je, če pride NKVD ob 2 zjutraj, ne da potrka vrata, vržejo stečaje, pa se odpeljejo. To je eno. Nekaj drugega pa je, če živimo v svetu, v katerem si lahko mislimo, da to deluje, ampak bodimo pošteni. Zelo težko bo jutri kdo prikorakal ob 2 ponoči na vaše stanovanje, pa vas odpeljal, zato ker ste izrekli, ne vem, mene, recimo, da bi me. Jaz se tu slučajno ne bojim, da bi me. Kaj sem pa ta zgaj? No, mislim, dosti drugačen čas.
bistveno drugače. To so zabavne zadeve na trenutke, včasih kdo reče, ja, sej tudi v stari jugi se je dalo šifati čez obla. Za Boga, ne? Ni bilo tako enostavno, res je bilo v določenih trenutkih. V določenih pa ni bilo, no. Toliko in toliko ljudi so odpeljali na Goli otok, ne me se zuva. Sej to ni bilo tako čisto res, tam se je dal tudi. Ja, ampak v nekem segmentu pa ne, mater. Obstajali so realni časi, ne, recimo, zdaj smo lahko poslušali. Na televiziji so, vsi, ki ste zdaj tukaj, ste zagotovo v zadnjih tednih slišali na televiziji, da so prisluškovali nekemu človeku na tej banki, slabi ali kakšna že je, ki je vesoljnemu občinstvu, zdaj ne vem, on to vedel ali ne, ampak zdaj se je, kot da ne ve, kot da mu je vse. Če bi jaz bil tam zaposlen, bi najprej preveril, kakšno prisluškovanje napravi. On veselo razlaga, kako tle lahko naredimo za enega menedžerja, da zasluži 20 000, pa pošlje tam eno usporedno pogodbo, pa še 10 000 in zasluži 30 000 evrov na mesec, tako. Pazite, in potem to pride v javnost, vsi smo to slišali. A si vi predstavljate, da se to zgodi leta, ne vem, ko bi Stalin še živ? Lepo vas prosim, kaj se je zgodilo zdaj? Ta isti človek, on nastopa v medijih, jaz ne vem, če bo on kdaj v zaporu, kaj še ne na Gulagu. On zdaj vehementno razlaga, ne vem, kako vi to doživljate, ampak jaz to spremljam. Ko jaz poslušam tega človeka, se mi zdi, kot da hoče mene narediti za idiota. Kot da sem jaz narobe slišal. Kot da on, ko pa je on to zgo naredil. Ampak, če greste od besede do besede, od stavka do stavka, on eklatantno pravi, ti, kako bi se mi zmenili, da bomo zaobšli zakon, pomeni, kršili ga, da bo on tip zaslužil še 10 000, Boga reva para, reva ali pa je že, ne, Boga para. In vesoljna Slovenija to sliši in tako, mogoče bi mu pa še kaj dali. Tako izpade. Jaz nisem rekel, da tako je, ampak zapravo, ne mi reči, da so to enaki časi kot recimo, ne vem, časa Sovjetske zveze, ali pa Nemške demokratične republike, ali pa živeti v Rusiji po Čaušesku, tele Romuniji. Torej, neka razlika zagotovo je. Ali pa v končni fazi, če danes poslušate, naprimer, slovenskega predsednika, ko govori o spravi, bi se kar zjokal. Zdi se, danes se zdi, še enkrat poudarjam, se govorim zelo natančno. Rekel sem, da se zdi. Ok? Zdi se, vtis je, kot da bo lihkar treba napisati učbenike zgodovinske na novo, ker se zdi, da leta 41 partizani niso bili na pravi strani, ampak na napačni. Tako se zdi. Prosim. Se pravi, mi smo priča enim miselnim eksperimentom. To je ideološka praksa v živo. Ideološkim praksam, ki so tako sofisticirane, da vam mimogrede in marsikomu dejansko mimogrede prodajo, da od danes naprej 3x3 ni več 9, ker je 10. Ali pa kukar čte. Kukar komu paše. Živimo v takih časih. Ok. Seveda, v takih časih, zato tale, rekel, uvod v naše predavanje iz pozitivnih, to ni tako naivna zadeva. Saj jaz tukaj nisem zaradi zabave. To ni naivna zadeva, kaj ti ta izraz, če se vrnemo zdaj k Viktorju Franklu, ta izraz, o katerem govori eksistencialni vakum ali pa spraševanje o smiselnosti lastnih eksistenc. Kot sem rekel, to ni zgolj vprašanje za logoterapijo. Seveda, Frankl se ukvarja s pacienti, vsak dan jih ima na kavču in navede v svojih besedilih, če jih berete ogromno primerov iz prakse, kot se reče, kako je mogoče posameznikom pomagati, ko se znajdejo, naprimer, v takih eksistencialnih stiskah, ko ne vidijo naprej, ko imajo depresivne občutke, ko se jim zdi, da je njihovo življenje nesmiselno, da nima nobenega smotra, nobenega cilja, ko imajo zjutraj težavo vstati, ker ne vidijo nobenega smisla, zakaj bi tisti dan sploh preživeli. To so resne zadeve. To so resne zadeve. Za vsakega posameznika, ki to doživlja, so to hudičevo resne zadeve. In prav je, da
imamo na razpolago terapije, tehnike, metode in tako naprej, da se lotimo takih problemov s posameznikom. Zagotovo je to v redu, fajn. Ampak Viktor Frankl ve, da je to šele uvod k celotni zgodbi. Da ljudje ne doživljajo svojih eksistenc kot nesmiselnih ali pa celo recimo neproduktivnih, zato ker glih nimajo kaj drugega početi. Ampak da to doživijo kot družbena bitja. Se pravi, da ti problemi, ki jih doživljajo posamezniki, v resnici največkrat sploh niso zgolj problemi posameznikov, so družbeni problemi. So realni družbeni problemi. So problemi, ki jih ideološke prakse vztrajno skušajo zaobiti oziroma prikazati, kot smo že rekli, na bolj preproste načine. Silno redko, ampak res redko, vsaj včasih se zgodi, ampak to je redko. Silno redko torej se zgodi, da, ko ste vi prej omenili, recimo mediji. Mediji so pač tukaj, vsod so, bolj ali manj so popularni in ne bodo kar čez noč čudež, da izginili, še prav še nekaj časa jih bomo omenili. In silno redko se zgodi, da vam spregovorijo o realnih družbenih problemih. Brezpačen, na način, ki ga Žalik Nasi imenuje odkrit, pošten govor. Odkrit, pošten pomeni še nekaj. In zato mene to tako zelo fascinira. Veste, kaj to pomeni? Ljudje smo pa navajeni razmišljati, da, ali pa tudi doživljati vsakdanje življenje. Tako, kot da je vedno, ali pa če že ne vedno, pa vsaj pogosto, nad nami nek gospodar, neka instanca, ki smo jih zavezani, so to zdaj naši starši, ali so šefi, ali so direktorji, ali so politika, ali tajna policija, vse ni važno, ampak ljudje imajo pogosto tako izkušnjo, da ni dobro, pošteno, odkrito govoriti zato, ker obstaja nekdo, ali pa neka instanca nad nami, ki nas lahko zaradi tega kaznuje. Tudi to je zelo preprost dispozitiv vsakdanjega življenja številnih ljudi. Da ni dobro odkrito in pošteno govoriti, ker vsako razumno bitje sorazmerno zlahka pride do take ugotovitve. Če veš drugega iz izkušenj. Ni dobro kot bakterija, ko sem prej govoril o inteligenci. Bakterija se nauči, da je to določena okolja toksična in se jih skuša izogniti, kolikor je pač to njeni moči, ali pa mutira. Da življenje samo je inteligentno. Kar pomeni, da se ljudje zelo hitro, mogoče eni malo poznaje, prej se vse, ampak sorazmerno hitro naučijo, kaj je zanje dobro. To je inteligentno vedenje. Vse, ne smemo biti preveč patetični ali pa celo ne smemo prehitro obtoževati ljudi, češ da so previdni, da so zadržani, da se skrivajo, da raj nič ne reče. To je inteligentno vedenje za Boga. Če živite v toksičnem okolju, karkoli že to je, lahko je tudi zaradi meni esencialni vakuum. Če živite v toksičnem okolju, vam elementarna inteligenca pove, da je treba biti previden. Da se je treba izmikati nevarnostim, da je treba ugotoviti, kje so, predvideti vnaprej poteze drugih, da nam ne bi preveč škodili. To je zelo elementarna oblika inteligence. In v tej luči je veliko preveč patosa in poceni kritiziranja, češ, kaj vse je z ljudmi narobe. Z ljudmi ni nič narobe, ker so inteligentni. Nekaj drugega je narobe. Zdaj, ne smemo mi biti tisti, ki naturaliziramo problem ali pa ga psihologiziramo. Zapravi, realne družbene probleme zapakiramo v posameznikove probleme. Potem naša napaka. Nekaj drugega je narobe. Namreč tole, do odgovora na to vprašanje, kaj je narobe, pridemo, če nadaljujemo z branjem dela, ki ga je napisal Žalik Nasi. Kaj pomeni odkrito, pošteno govoriti? Kako je možno? Iz katerega mesta človek lahko odkrito in pošteno govori? Samo z enega, če ni nad njim nobene avtoritete. Mene zelo skrbi, ko se šolniki pritožujejo, šolniki se radi pritožujejo na ta način, pa vzgojitelji tudi, pa starši tudi.
Starši so zdaj, danes noben več ne spoštuje avtoritete in tako naprej. Mene to skrbi, ker to je zelo hitro pomeni, veste kaj, potrebo po avtoriteti, ki pa ni prav zelo daleč od potrebe po avtoritarnosti. Jaz pa nimam rad avtoritet med sabo, jaz jih pa ne prenesem. Zakaj ne? Ker jih ne rabim. Zakaj ne rabim nobene avtoritete med sabo? Zato, ker sem inteligentno bitje. Zato, ker znam misliti. Trdim, da ni nobene racionalne nujnosti, da imajo ljudje avtoritete med seboj. Karkoli že ta avtoriteta pomeni. Kajti avtoriteta, tudi če pripišete nekomu status avtoritete, tudi če priznate nekomu status avtoritete, se zelo rada spremeni v avtoritarnega gospodarja, ki vam začne počas. To smo prej malo ilustrirali. Počasi vam začne viseti nad glavo in vam kapljati, kot se reče, na možgane. Naprimer, kaj to pomeni počasi in sofisticirano? Par dni nazaj pride k meni ena mama z očetom za otroka, če bi ga pogledal in pač povedal svoje mnenje. V redu, ni problem. Tako, luštna družina, imate otrok, fajn, vse, zelo normalna slovenska družina. Ampak jaz nisem naiven. Kaj se je zgodilo? Ko pridejo k meni, v 30 sekundah mama vsaj 3-krat reče otroku, kaj ne sme. Ker otrok je seveda razigran, začne letati gor pa dol, ne smeš letati gor pa dol. Potem pač otrok zmerno pogleda in se hoče usesti na en stol, ki ga mami je tako zelo udoben. Otrok je inteligenten, zelo pogrunil, da ta stol ni udoben. Da ni. To, kar misli, to ni udoben. Jaz sem pa en slonjač, ki pa je udoben. In seveda zleze gor. In mama takoj, ne tja gor. Zgore. In seveda potem otrok, ne, začne že malo protestirati, in mu reče, v 30 sekundah, ne jezikaj. V 30 sekundah je ta otrok 3-krat slišal od avtoritete, kaj ne sme. Pa ni naredil absolutno nič takega, kar se ne bi smelo. Po moji pisarni se leta gor pa dol, veliko kar češ, sam da pustiš vse luči, pa vse ostale približno stvari prebije. To okej. Vse to otrok ve. Da se usedeš na najbolj udoben sedež v pisarni, ja itak, vsako razumno bitje se hoče usesti na... Ker idiot se pa hoče usesti na najbolj udobnega. To morate priznati, da je zelo razumno vedenje. In potem, ko otrok uporabi edino smiselno orodje, ki ga ima za upor zoper avtoriteto, to je jezikanje, mu še to prepove. V 30 sekundah. A veste, avtoritete zelo hitro postanejo pošasti. Čeprav ljudje so dobronamerni, pogosto tega niti ne vidijo, vse kaj pa je to tazga, kaj pa, ampak veste, jaz imam ogromno izkušenj, sem videl na 1000 otrok in njihovi starši. Kako, in mi je absolutno jasno, kako starši nevrotizirajo svoje otroke. In potem pošiljajo v terapijo otroke. Namesto, da bi šli sami najprej. Z otrokom je nekaj narobe. Ne, mama, s tabo je nekaj narobe. Ker hočeš biti avtoriteta na en avtoritaren način. Tisti človek, ki bo odločal, kaj se sme, kaj se ne sme, kaj je prav, kaj ni prav, kaj ja, kaj ne, kaj zdele, kaj polka in tako naprej. Tudi podrazno ne priznavam nobene take avtoritete med seboj. In samo na en način človek lahko odkrito in pošteno govori. Tako da nima avtoritete nad seboj. Se pravi, tistega, ki bi povedal, kako govoriti in kako ne. Kaj ti še enkrat pravi, še enkrat izpostavlja to elementarno dejstvo živega sveta. A veste, na tem planetu 3 milijarde let
3000 milijonov let, razen eno celičarja ni bilo nobenega živega bitja. 3000 milijonov let. Kako so ta bitja preživela, če ne na inteligentni način, ni mogoče pojasniti. Za seboj imamo, zdaj pa že seveda več, 4000 milijonov let preverjanja inteligence v praksi. 4000 milijonov let. Ker mi smo tukaj en prdec časa, v primerjavi z drugimi živimi bitji. 4000 milijonov let. A veste, kakšne strahotne teste je ta inteligenca prestala in jih očitno tudi preživela, da smo mi zdaj tukaj. Preživela pomeni našla ustrezne rešitve, da je prenesla genije naprej. 4000 milijonov let. Če to ni fascinantno dejstvo, pol jaz ne vem, kaj je. To zame čisti čudež. In če se kdo od vas kdaj ukvarjal s tem, v kako surovem času se razvijajo pred 4 milijardami let prve žive oblike na tem planetu. Kako totalno surovem času. Ko ni bilo pravzaprav kisika, ko bo vzrače strupeno, oziroma vzrače se zabre v vodi, se vsem. Ko je Zemlja bila v res turbulentnem času, pač nekem zgodnem času svojega nastajanja, kako surovem času je inteligenca nastala in preživela. Ta inteligenca ne rabi nobene super inteligence, da ji govori, kako preživeti in tako naprej in tako naprej. Ne potrebuje. Če že potrebuje, na primer, otrok, potrebuje eno, in tukaj bi se navezal na resnično, mislim, Viktor Frankl ve, o čem govori za Boga, on je tudi preživel izjemno surovo okolje. In jaz ga že samo zaradi tega izjemno spoštujem. In se tudi iz tega nekaj naučil. Zdravi, on ve, v kako nemogočih, brutalnih razmerah so ljudje preživeli, nekateri so. In so se nečesa naučili iz tega. In to je osnova logoterapije. Osnova logoterapije ni psihoterapija posameznika, ampak je analiza eksistencialnih stanj živih bitij, naprimer človeških, eksistencialnih stanj in same inherentne logike učenja. Učenje je notranje, samemu živemu bitju, vsakemu živemu bitju, vsako živo bitje se v svojem okolju, v katerem pač lahko živi in obstaja, jasno, da je okolje bakterije drugačno kot okolje dinozaura ali pa naše okolje, se je sposobno učiti. In se od nekdaj, od samega začetka uči. In mi imamo pogosto probleme, ker spregledamo to elementarno dejstvo življenja. Recimo, ko dobimo svoje otroke. Otroci so se spontano sposobni učiti, vse, kar od nas odraslih potrebujejo, je, a veste kaj? Veste, kaj je edina prava avtoriteta, če meni vprašate, če že mora biti? To, da jih spodbujamo k učenju. To je zame avtoriteta, ki spodbuja, na primer, otroka pa učenca k učenju, ne pa da mu govori, kaj je prav, pa kaj ni. A pa kaj sme, pa kaj ne. To je zelo preprosto. Ker je učenje inherentno, samo spodbujati ga je treba. In to je čist nekaj drugega kot usmerjanje, v katero smer lahko greš, v katero pa ne, ali pa kaj je v redu, pa kaj ni, ali pa kdo bo zaradi tega prizadet, ali pa ne bo prizadet, ali pa bo zadovoljen, ali pa ne bo zadovoljen. S tem že maskirate sam princip govorjenja, ki ga Žolnik Nasi imenuje pošteno, odkrito govorjenje. Z takim načinom zganjanja avtoritete nad otrokom ga naučite, a veste česa? Manipuliranja. Ravno odkritega govorjenja ne. Ker bo otrok postal takoj vedno bolj preplašen
In seveda, ker je razumno bitje, se bo naučil manipulirati tako, da bo pač preživel v toksičnem okolju. To je pa natanko tisto, o čemer govori Viktor Frankl. Drugi izraz za to toksično okolje je eksistencialni vakuum. Občutki praznine, občutki, da se moje življenje nikamor ne premakne, da se vrtim v krogih, da stopicam na mesto ali pa da grem nazaj, občutek, da nimam življenja nobenega cilja, nobenega smotra, nič me ne veseli, zakaj bi sploh kaj naredil, itak imam sam težave, bla, 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 bla. To so dimenzije eksistencialnega vakuuma. Prosim. Komentiral bi to vaše, ko ste rekel, da bi morali ljudje biti brez avtoritet. Se strinjam, kar se tiče glede govorjenja. Recimo, ampak v dobi odraščanja, recimo, dajmo vzeti stališče, da je obvezna šola zato, ker je pač, recimo, da nekdo želi, ljudje dobro, v tem primeru kot otrokom. In če ti nekaj predpišeš, da je v šolo treba hoditi, potem moraš tudi postaviti kvazi neko avtoriteto, ki bo skrbela za nek določen red. Ker če temu ni tako, da bi vsak lahko delal tako, ko ste vi rekel, vse, potem 3/4 otrok ne bi hodili v šolo, bili brez avtoritete. Neke meje morajo biti. Je pa seveda vprašanje, bom rekel, odklonov, če te avtoritete v kasnejšem obdobju se sprevržajo. To je nekaj drugega. To je tako kot demokracija. Če pogledamo stare grške državice, koliko so bili to velike državice? 5, 10, 25 tisoč ljudi. Demokracija na Kitajska danes ne more lahko. Milijardi 400 milijonov ljudi demokracije ne more biti. Isto je v Indiji. Stopite, kaj hočemo reči. Jaz še zmeraj trdim, da neka avtoriteta pozitivna mora biti, da se nek red spoštuje. Ker če ne bi bilo nekih pravil, potem so tudi vsa pravila brezvezna. Potem bi bil to boj vsakega za vsakim. Zunaj. Bilo kje, mislim, še tako vzamemo. Ja, razumem, kaj hočete povedati, če sem naprej rekel, da se strinjam z vami, se pa zdaj ne moram strinjati. Jaz o tem nisem govoril. O tem nisem govoril spet. Vzemimo samo en elementarni problem. En elementarni, zelo osnovni problem, ki ga ima recimo bakterija. Rad bi še enkrat poudaril. Življenje je, bakterije, zavezano v svoji naravi, logiki. Življenje samo je zavezano logiki in s tem ipso facto mejam. Bakterija je skozi in skozi omejena v tistem mikrookolju, v katerem pač edino lahko preživi. Ona je že strukturno omejena in je zmožna zaznati toksično okolje od netoksičnega okolja. In je strukturno sama po sebi zmožna, kolikor je seveda v določenem okolju možno, izogniti se toksičnemu okolju in vztrajati pač v nekem netoksičnem, ki omogoča preživetje. Oziroma, bolj zapleteno vedenje, inteligentno vedenje, če jo napadate z antibiotiki, jo silite, recimo, k mutacijam. In bolj, ko jo silite, več in hitreje mutira, dokler ne mutira tako hitro, da vaš antibiotik preprosto več ne deluje, ker jo ne prepozna. Te bakterije namreč. In postane, kot se reče, rezistentna, oziroma imuna. Kaj nam to zelo preprosto, elementarno vedenje živega bitja pomeni? Vse to, o čemer ste zdaj vi govorili, da mora biti. Jaz samo trdim, da to vselej že je. Vselej že obstajajo meje. Mi ne moramo živeti v vakuumu, ker so naša pljuča narejena na tole mešanico kisika in vseh drugih plinov, dušika in tako naprej, in natanko na to mešanico. Mi ne moramo živeti v okolju in s tem bomo imeli čez nekaj let še večje probleme, kot imamo že zdaj, ko se bo planet segrel vse za nekaj stopinj, ker bo okolje za nas toksično, preprosto bo preveč toplo. Mi ne moramo živeti v, ne vem, kako toplem okolju, tudi če ga umetno
segrevamo in tako dalje. Zapravi, meje so inherentne življenju kot takemu in vsako živo bitje v svojem okolju, v katerem živi. Leopardi, ne vem, v savanah afriških, bakterije, zaradi mene v nekaterih skupinah, dinozauri, takih ni več, mi pa v tem svojem okolju. Vsako živo okolje je sistem. Živo bitje, je sistem. Skupaj z okoljem tvori sistem. In je že evolucijsko prilagojeno takemu načinu življenja, za katerega je ta sistem zmožen. Okay? Zato nihče ne rabi bakterije učiti, kako naj preživi. Bakterija to v nekem smislu že ve. Nihče ne rabi iti v savano in razlagati levom, kako naj preživijo, ker na nek način to že vejo. Okay? Oziroma so se sposobni v tistem okolju učiti. Zdaj, če napredujemo do kompleksnih in superkompleksnih bitij, kot smo recimo ljudje. Opazujte otroka, majhnega otroka. Samo opazujte ga, preden planete na njega in avtoriteta in ta jajca. Samo opazujte ga. Pa boste videli, kako se inteligentno obnaša. Se ste imeli otroke, se jih imate še zdaj najbrž. Opazujte dojenčka, ki ste ga prinesli danes domov. On se že inteligentno obnaša. Jaz vem, kaj je vaša poanta in seveda vem, kam merite. Trdim samo, da greste prehitro, naredite korak nazaj. Samo opazujte ga, pa boste videli, dojenček, ko je lačen, bo zajokal, ko je zaspan, bo spal, ko ga bo nekaj tiščalo, bo spet zajokal in tako dalje. To je inteligentno vedenje. Okay? Z vsemi mejami, nikamor ne bo šel. Obstaja dojenček, ki bi rekel, briga mene, meje, grem jaz malo tja, v spodnjo šiško še gledati. Nikamor ne bo šel. Okay? Ker so meje inherentne. To je tisto, kar je najtežje dotajčati ljudem. Meje vselej že obstajajo. Vsak živi sistem jih ima. Vsaka celica ima mejo, ki se imenuje membrana, ki jo loči od zunanjega sveta. In je že v interakcijah z zunanjim svetom. In te interakcije so že inherentne. To živo bitje ne more imeti neskončno interakcij. So tiste, ki so določene, ki so šle skozi evolucijo. Zdaj pridemo do tega famoznega, kar pa ljudi matra. Najprej jih matra, ker so sami niso naučili. Ko pravite, to imam zelo rad, da sem jaz rekel, imamo na kameru, vse poslušali. Nisem rekel, da bo vsak delal vse, kar... Dajte malo pomisliti, človek bi delal vse, kar hoče. A je to sploh logično možno? Seveda ni, to je neumnost, ta izjava je neumna. Ne morete delati vse, kar hočete. Prvič, vse sploh ne veste, kaj vse hočete. Kaj šele, da ne gre za to, kje pa? In da bi zdaj vsako delal pa meje... Ne, trdim, da je treba najprej narediti prvi korak, preden skočite na drugega. Najprej prvi korak. Prvi korak je, če torej opazujete živo bitje, živ sistem, vedno je sistem. Če opazujete svojega otroka, on z vami tvori sistem za Boga, niste vi zunaj njega. Stvorite sistem. Vaša družina je sistem živih bitij. In samo še ta stavek pomeni, ker pa moramo pa končiti, pa še gospod mora nekaj reči, pa moramo pa je, bolika pa vas, mora biti meja, nareti. Še ta poudarja, bomo reči nadaljevati. Avtoriteta. Ne morate vi kar postaviti avtoriteta. Avtoriteta je po definiciji nekdo, ki ga človek prepozna kot avtoriteto. To smo se ravno prej dotaknili. Vse vi lahko postavite tjale, ko v hodu, ne vem, zaradi mene tajno policijo, CIO, NKVD, pa še FBI, pa zaradi mene ne vem kva še. Pa to še samo po sebi nič ne pomeni, da jih bomo imeli za avtoritete. Kvečemo se jih bomo bali. To pa ni isto. To mene zveza nima za avtoriteto. Avtoritete se ne bojimo. Takoj. Avtoriteto kvečjemu, če se to zasluži, spoštujemo. Kako in kdaj, pod katerimi pogoji spoštujemo avtoriteto? Ja, da se sama drži enih pravil, pa norm, pa reda, pa discipline, pa bla, bla, bla. Drugače ne more preživeti. Se pravi, mi
spoštujemo recimo drugega človeka ali pa avtoriteto, če počne kaj, če se vsaj inteligentno obnaša. Zdaj pa prosim, najprej ste vi, potem pa dam. Ja, jaz sem pa se glih to, no, da v bistvu starši kot taki, ne, brez da karkoli delajo, so v bistvu že meja otrok. In da ni nepomembno, kakšna meja so. Se pa se lepo spelo, da je sistem, ne. Za Boga, sem če otrok, kaj naredite javno roče, da vzamete, se ga navržete v smeti. Dobro, eni tudi, ne, prosim. A lahko prosim samo še za vaš komentar slovenskega filma preko Razredni sovražnik. A zdaj ne, v 20 sekundah, sorry. Ste bili, spodbodo ste me, ja, pa gledajte mi to podložitno, prosim. Kako ste videli ta film, že sem gledal večkrat, ker je zelo večplasten. Ja, je res dober, zdaj ste me prej snajdali. Ja, torej, ja, seveda. Bom pa kratko, bom pa citiral, ker imam Jacques Rancière je napisal eno krasno knjigo Nevedni učitelj. Nevedni učitelj. Razredni sovražnik je zgodba na to temo. Se pravi, kaj naredi učitelja? Še en nastavek. Ne vem, če veste, da je Sokrat, ena od znamenitih Sokratovih izjav, je tudi tale. Jaz nisem učitelj. Ok? Malo razmislite o tem, drugič pa nadaljujemo. Toliko za enkrat.